Imela sem pred olimpijskimi zelo, zelo veliko težav ravno z letalnicami. Veliko sem razmišljala o tej smeri, planica se bliža. Velikokrat sem bila tam, ko je bil kakšen padec in ni to fajn videti. Zdaj, ko vem, da gremo mi tudi na to letalnico, ki se sicer zelo, zelo veselim in sem vesela, da imamo to priložnost tudi imeti, da tam letimo, sem pa še vseeno majčkeno znotraj sebe nemirna. Lepo pozdravljeni v podkastu Dobra stran športa, ki ga podpira Argeta. Sem Andreja Holsedel, športna psihologinja. Z zanimivimi gosti iz sveta športa bom govorila o samozavesti v športu. Danes nas čaka prav posebna epizoda. Na planiški velikanki bodo prvič poletele ženske in to epizodo v celoti posvečamo prav njim. Govorili bomo o mitih in zmotah o samozavesti v športu. V studiu se nam bo pridružila izjemna Nika Vodan. Kako je imeti za seboj izvrstno sezono, pa nam bo zaupala neverjetna Nika Prevc. Pridružil se mi bo tudi Gorazd Pogorelčnik, vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije. Jaz že komaj čakam, pridružite se mi. Moja zgodba. Nika, uspelo je, pozdravljena v studiu. Zdravo. Za tabo so res izjemni tedni in konec koncev zelo uspešna sezona, ni je še konec, ampak vseeno. Ob tem pa še izzivi s kolenom. Da ne pozabimo, lani takšnega časa si šele dobro prišla iz operacijske mize, a se spomniš? Ja, se spomnim, prav dobro se spomnim. Velikokrat mi v telefon da memories 1 leto nazaj in mi je dal res, da sem prišla šele dobro takrat iz operacije v začetku februarja. Ja, v bistvu šla sem res skozi eno tako zgodbo, ki je marsikdo ne vidi, jaz jo pa to doživljam res veliko bolj čustveno. Težko je bilo to obdobje se pobrati, nazadnje tudi končala sem tako sezono, ki ni bila najbolj blesteča, ampak ja, je šlo nekako v pravo smer. Začela se je dvigati tudi moja motivacija, samozavest in načeloma prišla začetek sezone ful zmotivirana, polna energije, želje po skokih in mislim, olimpijska sezona se mi je odprla in tudi dobila glavno medaljo, kar mi je bilo res cilj v tej sezoni in sem zelo vesela, da sem lahko to delila z ekipo in prišla nasmejana in zadovoljna domov. Super, čestitke. Hvala. Za tabo so res vrhunski rezultati in kljub temu, da ti je poškodba preprečila, da bi se v popolnosti pripravila na sezono, očitno te to vseeno ni ustavilo pri vsem tem, kar si že dosegla. A kljub temu opazim, da športniki vseeno, čeprav so uspešni, čeprav jim gre dobro, čeprav dobro skačejo, še vseeno imajo dvome, še vseeno imajo neka vprašanja, ki jim gredo skozi glavo. Spomnim se, da sem videla solze v tvojih očeh, preden si se spustila. A nam lahko kaj več poveš o tem, kako ti doživljaš svoje nastope? A si ponosna nase v takih trenutkih ali vedno v sebi iščeš, nekaj bi lahko bilo še boljše? Ja, vedno so vzponi in padci in takrat, kdaj ne gre, res probaš vseeno iskati tiste malenkosti, tiste občutke, da bi bil skok najboljši, da bi se res počutila spet dobro v svojem telesu, da bi nekako zalavfali in bi bila pač tudi jaz vesela. Takrat, ko pa gre, je pa pač ta samozavest res zelo, zelo visoko in takrat v bistvu res uživaš in se prepustiš tistemu času, tistemu trenutku in uživaš v tistih skokih enostavno in so tisti res eni trenutki, recimo jaz sem res v tem obdobju trenutno, kdaj gre, pa kdaj ne gre, pride tekma, ki gre, pa sem ful zadovoljna, po naslednjo tekmo pa ko zamenjamo prizorišče, spet majčkeno pade motivacija, majčkeno skoki padejo tudi in
takrat je najtežje, pol se najde tisto ta prava formula, da prideš nazaj spet na vrh. In sem v bistvu še vseeno vesela, da tudi če so slabši skoki, da je to v bistvu še vseeno zelo dober rezultat. A si nam pripravljena malo odkriti, kaj pa narediš takrat, ko ne gre najboljše? A imaš kako rutino, a imaš koga, ki ti pomaga, a se s kom pogovoriš? Ali kaj takrat narediš? Daj nam to, prosim, odkri. Ja, največkrat se zmeraj slišim z možem. Pokličem domov in se velikokrat pogovoriva, velikokrat so najprej solze, takoj že po skoku, po nekem neuspehu. In velikokrat se probam nekako zapreti vase in odmakniti od drugih punc, ker vem, da pač mogoče so pa one še vseeno opravile zelo dober skok in ne želim kvariti njihovega veselja. Zato se velikokrat odmaknem stran in probam predelati te zadeve, kar mi je šlo skozi tisti dan, kaj je šlo narobe. In potem pokličem domov, da me še tudi doma majčkeno potolažijo, da malo slišim kakšne motivacijske besede. In v primeru, ko pa res ne gre, je pa tu psiholog, oziroma ti, Andreja, se slišva in pogovoriva o teh zadevah, ki jih jaz res rabim predelati. Velikokrat je to obdobje, ki je najtežje, in takrat, ko mi je težko, sem se zmeraj znašla skupaj z najino terapijo, da sem se pobrala in dvignila nazaj. Zmeraj je bil naslednji dan kot nek prerojen in ne vem, prav spomnim se tisto sezono, ko sem za Globus borbala. Sem bila tako živčna ta zadnji dan, ta zadnjo tekmo, in takrat sem zdaj poklicala in rešile sva te zadeve do take meje, da sem jaz naslednji dan res lahko šla z bolj sproščeno glavo, z mislimi na sam skok. In me je tisto res dvignilo in sem videla, da pač še vseeno znam in zmorem. Predvsem to, ker niso bili toliko skoki napačni. In na koncu je bilo tisto najslajše, ki je prišlo v moje roke, pač Globus in to veselje, ke se zavedam, koliko ljudi in koliko enega suporta je v ozadju, ke nas podpirajo športnike. Pa niso samo psihologi in domači, ampak v bistvu celotna ekipa, ki je tam trenutno, in to so velikokrat fantje, 4 mušketerji, pri nas v naši ekipi, ki glih tako zelo držijo in spodbujajo ekipo, da je kot eno in da res dihamo ena za drugo. Torej, za ohranjanje samozavesti rabimo kar precej enih stvari in ljudi, ne samo en dober skok, ali pa en dober rezultat. Res je. V tej epizodi odpiramo tudi nekaj mitov o samozavesti. In eden izmed teh mitov pravi, da tisti, ki je samozavesten, da nikoli ne podvomi vase. A misliš, da to drži? A se tebi kdaj zgodi, da si negotova, pa kdaj podvomiš, čeprav si vrhunska športnica? Velikokrat se zgodi. Glih zdaj na zadnji tekmi v Kinsenbachu sem imela tak občutek, v bistvu sem bila ful po eni strani, sem bila tako samozavestna, zdaj smo pa glih iz olimpijskih iger, zdaj bo pa šlo majčkeno bolj gladko, zdaj pa ta stres padel dol in ne vem, nekako sem se počutila, da imam nekaj v nogah, da imam ta prave občutke, ampak izgleda po prvem skoku se hitro dvom ta pojav in potem začneš dvomiti nekako čez celotno tekmo, čez celotno ten dan v bistvu. In ta mit jaz ne bi rekla, da bi držal, zaradi tega, ker se hitro zgodi, da tudi takrat, ko si samozavesten, da lahko podvomiš vase, ne glede na vse. Veliko je mislih zbranih v naših glavah in mislim, da se vse te začnejo majčkeno prepletati med sabo. Pomembno se mi zdi, da to mladi športniki slišijo, zato ker zmeraj, ko gledajo vas starejše in uspešne, mislijo, kako je to takrat enostavno, ko si enkrat vrhunski, si vedno samozavesten, si vedno motiviran, si vedno koncentriran in tako naprej. In mislim, da nam lahko potrdiš, da to ni tako, a ne? Ne, to ni res, Pač velikokrat se na zunaj vidi, tako da smo ful samozavestni in gremo hrabro lepo na vrh skakalnice brez kakšnega stresa, ampak ni tako. Tudi recimo jaz, ke Niko spremljam,
izgleda to, kot da je uživa in enostavno ta neka poezija. Mogoče tudi za ostale mislijo za mene enako, ampak je, ja, v resnici znotraj nas še vseeno kar razbija srce, ful enih misli se zbira, a bo šlo, a imam jaz to, a pa bo res šlo. Ful enih občutkov, enih misli, ke jih prej nisem imel čez, ne vem, recimo v dopoldnevu, popoldne imaš pa tekmo in se ti začne to kar nabirati. In to se je meni to leto kar izrazilo na marsikateri tekmi in je bilo kar težko na vrhu skakalnice. Še posebej tista prvih par, zadnjih par sekund, preden se spustiš, gre kar nekaj misli skozi in saj si probaš s samogovori pač nekako umiriti in si dati motivacijske besede, ampak ni zmeraj tako simpel. Tako da so tudi težki časi, ampak probaš to dati tudi v svojo korist in si reči, dobro je, tudi to mora biti del tega športa in iti skozi to mora biti tudi kdaj izziv in te izzive, ke premagaš, si pa res zelo zadovoljen. In samozavesten, ker ti Tako. uspe nekaj, v kar nisi bil čisto prepričan, a ne? Tako. Psihološki SOS. Samozavest ni nekaj, s čimer se rodimo. Gradi se skozi izkušnje, uspehe, padce in način, kako o vsem tem razmišljamo. Nika nam je zaupala, da je ta proces pogosto zahteven, še posebej v obdobjih, ko ne gre vse po načrtih, ko pridejo slabši rezultati ali poškodbe. Ključno vlogo pri tem ima naše razmišljanje. Ko spreminjamo svoje misli, postopno spreminjamo tudi svojo samozavest. Do zdaj mi je šlo tako dobro, da sem pa spet živčna. Je tisto, da sama sebe premagam, je največji cilj. Jaz takrat nisem sanjala, da bom toliko daleč prišla. Enega mita sva se sicer že malo dotaknili, pa še vseeno, te še enkrat vprašam, včasih kdo pravi, samo eno dobro tekmo rabim in bom samozavestna. Se pravi, samo en dober skok oziroma eno dobro tekmo pa bo. Kako ti to vidiš? Dejansko misliš, da en ta skok, ki je res dober, lahko vse popravi, ali misliš, da traja kar nekaj časa, da se samozavest zgradi? Ja, zdaj bo tako smešno slišati mogoče z moje strani. Meni se velikokrat samozavest ful dvigne, če je tisti en skok. In ravno v prvi seriji ta pravi skok. In nekako to zmeraj iščem vsako tekmo. Če bo to ta prvi skok, ki bo dosti dober, da bo mene zadovoljil in bom lahko šla drugega veliko lažje gor skočiti, opraviti. Ja, je pri meni se to velikokrat odrazilo tako, da če je bil prvi skok boljši, oziroma res tisti prav, sem ful lažje šla gor na vrh skakalnice, se sprostila in probala uživati. Sicer ponavadi je tudi tako, da če so skoki majčkeno, da nihajo skozi celotno sezono, pa je kljub temu, da je prvi skok zelo dober, začneš pa potem dvomiti, a se ti bo mogoče pa zgodil ta drugi skok, tisti, ki bo mogoče šlo kaj narobe. Ampak ja, ne vem, jaz mislim, da imam tako tudi svoje misli velikokrat dosti prepričane v to, da jaz rabim samo eno potrditev, da lahko gre in se potem lažje sprostim. Da verjameš, da res zmoreš, da si Ja. dobila to potrditev sama od sebe. Zdaj smo v pričakovanju zgodovinskega mejnika, pred nami je Planica, saj veš, to je vseeno že velika stvar, a ne? Kako ti doživljaš Planico, kakšni občutki tebe prevevajo ob tej misli, da se boš spustila po skakalnici Bratov Gorišek, spodaj te bo pričakalo ogromno domačih navijačev. A gre te samo za navdušenje, vznemirjenje ali tudi čutiš kaj pritiska? Do zdaj mi je šlo tako dobro, zdaj sem pa spet živčna. Ne, res, imela sem pred olimpijskimi zelo, zelo veliko težav, ravno z letalnicami. Veliko sem razmišljala o tej smeri, Planica se bliža. Velikokrat sem bila tam, ko je bil kakšen padec in ni to fajn videti iz naše strani. In zdaj, ko vem, da gremo mi tudi na to
letalnico, ki se sicer zelo, zelo veselim in sem vesela, da imamo to priložnost. Tudi imeti, da tam letimo, sem pa še vseeno pač majčkeno znotraj sebe nemirna. Sicer vem, da pač skoki so v pravi smeri, da sem pa boljše pripravljena, kakor sem bila kdaj, preden sem šla na velikanko, recimo v Vikersund, ampak vseeno, znotraj mene nekaj bije, nekaj srce razbija in, zmeraj, kadar grem spat, samo o tem velikokrat razmišljam in ja, pred olimpijskimi je bilo samo v misli, samo v to usmerjeno. Niti ne v samih olimpijskih, ampak od same velikanke, ker se mi zdi to večji pritisk kakor pa tisto, tako da, ja, zdaj spet razmišljam več o tem, izgleda. Ampak saj, načeloma vem, da imam še nekaj tekem pred sabo, da se lahko fokusiram na vsako posebej, na vsako tekmo posebej in seveda še Vikersund, ki je kot neka, predjed pred, Planico in upam, da bo tam majčkeno manj, mislim, da bo stres majčkeno izginil, da bom lahko uživala tudi v Planici. Seveda se veselim, zelo se veselim. Vem, zdaj smo bili glih, z mojimi domačimi v kontaktu, da se že veselijo tudi sami Planice, da bi radi tja prišli. In, sem pomislena na te lepe trenutke, ke zmeraj, kadar pridejo me podpirat, ke so na Ljubnem, ko so na teh bližnjih tekmah z mano. Mi to res ogromno pomeni, da lahko prideš v objem domačim, se stisniti k njim in, skupaj z njimi zajokati, ker jaz tako rada jokam. Nika, a se morda spomniš, če se vrneva zdaj kar nekaj let nazaj, predstavljaj si, stara si 15 let, mlada skakalka, ravno si začela trenirati v Državnem panožnem nacionalnem centru v Kranju, sanjala si o tem, kar živiš zdaj, samo predstavljala si lahko vse to, kar ti je danes morda samoumevno. Če bi zdaj srečala tisto Niko takrat, kaj bi ji rekla? Pa jaz sem bila vesela, kar sem delala takrat. Vesela sem bila, da si nisem dajala nekih previsokih ciljev. Nekako sem si dajala res takrat že realne cilje med 15 oziroma še prej med 20 najprej, pa potem med 15, pa potem sem že zmanjševala to in je šlo že med 6 in tudi stopničke počasi in nekako sem res gradila takrat pravo sebe. Jaz ne bi nič iskreno takrat spreminjala, sem bila jaz taka, kakršna sem bila, trmasta, razigrana, Nika, mogoče malo brez, miselno sem šla skozi dan, z dneva v dan in, ja, ne vem, taka igriva jaz, kot sem bila, saj še zdaj probam biti, ampak, ja, majčkeno se spremenimo skozi leta, ampak vseeno, ja, sem ful vesela, da sem imela kar super, super, izkušnjo, da sem znala se nekako najti v sebi in iskati prave občutke že takrat in nekako stremeti k svojim sanjam, ciljem, ki sem jih si že takrat zastavila. Hkrati pa v bistvu odpirala nove cilje in želje. Tako da, ja, jaz bom tako rekla, lahko bi bila mogoče bolj tako pridna v smislu, šolskega, tule je bilo več napredka, ker vem, da si nisem toliko dala časa za šolo, ampak več za šport takrat. In vem, da je šola tudi, en del, ki je zelo pomemben pri samem športu. In vse ali pa skoraj vse, kar je mlada Nika sanjala, je Nika v bistvu dosegla. Naj je tako. Ja, res. Še več. Še več. Še več, ker jaz takrat nisem sanjala, da bom toliko daleč prišla. Kje jaz nisem pri 15 niti pomislila še, če sem čisto iskrena, o kristalnem globusu, niti ne o olimpijski medalji. In zdaj v bistvu imam eno in drugo in ja, ne vem, sicer mi že velikokrat pravijo pač, kam še, koliko še, ampak jaz mislim, da
je tisto, da sama sebe premagam, je največji cilj. Tako. Nika, mislim, da je to super za zaključek najinega pogovora. Hvala ti, da si bila moja gostja. Želim ti uspešen zaključek sezone. Hvala. Psihološki SOS. A ste že slišali za miselne napake, strokovno-kognitivne distorzije? To so napake v razmišljanju. Naj vam predstavim 5 najpogostejših, ki jih opažam pri delu s športniki. Prva je branje misli. Vsi želimo biti sprejeti, zato pogosto verjamemo, da vemo, kaj drugi mislijo o nas. Običajno nekaj slabega. Če bi preverili, bi pogosto ugotovili, da to sploh ne drži. Druga je pretirano posploševanje. En slab nastop hitro pomeni, vedno mi gre slabo. Kot da ena tekma določa celotno kariero. Tretja je katastrofiziranje. Pred pomembnimi trenutki si predstavljamo najslabše scenarije. Če mi danes ne uspe, bo vse narobe, razočarala bom druge, morda celo končala športno pot. Možgani nas želijo pripraviti na nevarnost, a pogosto pretiravajo. Četrta je črno-belo razmišljanje. Ali zmagam, ali pa je vse za nič. Ne vidimo vmesnih rezultatov, napredka in naučenega. Če nisem popoln, potem nisem dovolj dober. Peta pa je moram. Moram zmagati, moram biti najboljši, ne smem narediti napake. To ustvarja velik pritisk, ki nas pogosto ovira. Se kje prepoznate? Pomembno je vedeti, to so samo misli in niso nujno resnične. Naši možgani so kot tovarna misli. Nekatere misli so koristne, druge manj in ni treba verjeti vsaki. Pomaga, da se ustavimo in rečemo: opazim, da imam to misel. Pomislil sem da. Tako ustvarimo distanco. Lahko se vprašamo: imam dokaze, da to drži? Bi to rekla prijatelju? Sem do sebe strožja kot do drugih? Raziskave kažejo, da se večina skrbi sploh ne uresniči. Kolikokrat smo pomislili, da nam ne bo uspelo? Pa nam je. Zato bodite kritični do svojih misli, ne verjamite vsemu, kar pomislite, in bodite potrpežljivi do sebe. Način razmišljanja se ne spremeni čez noč, a vsak korak šteje. Drugo mnenje. Ja, če pogledam nazaj, se mi zdi, da ni bilo tako lahke sezone, ampak konec koncev zelo dobra. Zadnje čase tudi zelo uživam in nimam kaj pripomniti čez njo. Ozračje okoli mene se je dokaj sprostilo. Jaz zelo lažje diham in si želim do konca sezone samo še uživati. Ja, mislim, da sem spoznala, da sem močna oseba, ker se po vsakem porazu nekako sestavim, poberem nazaj in ne obupam kar tako. Tudi če uspehi ne pridejo takrat, ko bi si jih želel, je pomembno, da vztrajaš naprej. Mislim, da ta trenutek še prihaja. Upam, da ostanem noter v 30-terici, da grem lahko prvič na velikanko. Jaz bom rekla, da je bilo sprva kar težko, pol pa bolj, ko sem jih gledala in se sprijaznila s tem, da jaz pač to sezono ne morem skakati. Bolj sem bila vesela, ker sem videla, da gre puncam res dobro. Še bolj sem pa vesela zdaj, ko sem nazaj in lahko skupaj skačemo. Se pripravljam že zdaj s tekme v tekmo, poskušaš narediti čim boljše skoke, ko bo pa prišel trenutek za skok v planici, bom pa dala vse od sebe. Drugo mnenje. Samozavest se gradi, samozavest ni lastnost, ki jo pač človek prinese na ta svet. Smilijo se mi trenerji, ki tako razmišljajo. Planiška letalnica kot smučarski kitzbühel. Gorazd, lepo pozdravljam v studiu. Vodja panoge in za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Smučarski zvezi si že od leta 2018. In v vseh teh letih skrbiš za mnogo enih stvari, ki nazven verjetno niso vidne, ampak so izjemno pomembne, da lahko športniki sploh dosegajo takšne uspehe. Povej mi, kako bi ti opisal svojo vlogo? Kaj vse zajema tvoje delo v ozadju teh uspehov?
Ja, moje delo moram reči, da je precej široko. Ko se pogovarjam s tujimi strokovnjaki, ki upravljajo podobne funkcije, se včasih čudijo, ker vsaj v teh, bom rekel, športno izredno razvitih nacijah v smučarskih skokih, ko govorimo, ne vem, o Avstriji, ko govorimo o Nemčiji, ko govorimo o skandinavskih državah, Japonski, je to funkcijo, ki jo upravljajo 3 ali pa mogoče 4 ljudje. Ne. Tam imajo pač precej bolj razčlenjeno zadevo, sam pa tukaj absolutno v prvi vrsti, glede na to, da sem bil v preteklosti dolga leta trener na najnižjih ravneh, pa potem skozi vse reprezentančne selekcije do A reprezentance in pa vodja državnega panožnega nordijskega centra. Moram reči, da sem tukaj nabral kar nekaj izkušenj, da vem približno kako, ali pa bomo rekel precej natančno, kako stvari potekajo na terenu in mi je tudi v tej funkciji mogoče ravno zaradi tega malce lažje. Je pa moja funkcija, da skrbim za vso koordinacijo med trenerji posameznih reprezentančnih selekcij, da skrbim za to, da se tudi na tem spodnjem delu piramide stvari odvijajo, kar se da dobro. Govorimo seveda o klubih. Klubi so steber našega sistema in brez klubov, brez tekmovalcev, brez prostovoljcev, brez entuziastov, ki znotraj teh klubov funkcionirajo, seveda tudi teh rezultatov na najvišjem nivoju ne bi bilo. In tudi tukaj je potrebno določene stvari skoordinirati, jih seveda osveščati vse skozi z novostmi v smučarskih skokih. Seveda pa moja funkcija ni zgolj tista ozko športno strokovna funkcija. Moja funkcija je tudi koordinacija športno-političnih funkcij znotraj naše krovne organizacije, torej Smučarske zveze, kar pomeni, da je potrebno koordinirati organe, kot so strokovni svet, potrebno je koordinirati organ, kot je recimo tekmovalna komisija, odbor za skoke, homologacijska komisija, tako da tega dela, moram reči, kar nekaj, ne, da se potem nekako ta mozaik sestavi v neko celoto. Je pa res, ne, da to pravzaprav še ni vse, kajti gre tudi za komunikacijo z našimi partnerji, z našimi sponzorji, ki so absolutno neobhoden del našega procesa in brez podpore partnerjev, brez podpore vseh teh naših sponzorjev absolutno ne bi sistem tekel tako, kot v tem trenutku teče. Vemo pa, ne, da je zadnjih nekaj let ali pa že kar desetletij, da so rezultati smučarjev skakalcev, smučarjev skakalk na izredno visoki ravni in da se po vsaki sezoni, ko se sezona konča, poskušamo ugotoviti, kje so tiste stvari, ki so zelo dobro funkcionirale, kje so tiste stvari, ki mogoče niso bile tako zelo dobre, in na osnovi tega potem poskušamo potegniti neke nove smernice, neko strategijo za prihajajoče obdobje, za prihajajočo sezono. Seveda pa te cilje potem vse skozi spremljamo, da vidimo, ali se udejanjajo tudi v praksi. In če se ti cilji nekako udejanjajo potem v praksi, tudi rezultat največkrat ne izostane. Če pa rezultata v tistem prvem trenutku še ni, pa vemo, da smo vse naredili za to in da bodo ti rezultati zagotovo prej ko slej prišli. Sliši se kot precej odgovornosti in stresa. Kako se ti s tem soočaš? A ti ta leta dela v različnih vlogah, na različnih delovnih mestih pomagajo pri tem, da si bolj samozavesten pri sprejemanju odločitev? Ja, zagotovo. Ravno zaradi tega, ker poznamo stroj, ne, od zavezovanja čevljev otrok, oblačenja otrok, od vzgoje otrok, pa seveda vse do A reprezentančne selekcije. Zagotovo te izkušnje pomagajo. Vem, kako delo poteka na terenu. Skozi to seveda dobiš potem mogoče tudi malce debelejšo kožo. So pa seveda vedno tudi neke nepredvidene situacije, ki povzročajo nek določen stres. Spomnimo se samo obdobja korone, ko tekmovanja niso potekala tako, kot smo si sami želeli, ko so tekmovanja odpadala, ko nismo mogli trenirati, in takrat
je bilo seveda pač tega bistveno več. Ne? Tudi ko pride recimo do kakšne poškodbe tekmovalca, poškodb tekmovalk, ne? Tudi takrat so situacije precej stresne. Pa kljub temu imamo zdaj pač urejen nek sistem, kjer tudi takrat, ko pride recimo do nekih takih situacij, ki so bolj stresne, ki so bolj nepredvidene, jih bistveno lažje urejujemo, kolikor je pa to bilo mogoče pred leti ali pa pred desetletjem. In skozi vsa ta leta si spremljal in še vedno spremljaš nešteto, lahko rečeva, število tekmovalk. Kako ti vidiš tekmovalke, športnice, ki so samozavestne? A se ti zdi, da samozavest je ena izmed ključnih lastnosti, ki jo skakalka mora imeti, da lahko dobro skače, ali opaziš še kako drugo stvar, ki je bistvenega pomena? Ja, to je absolutno zanimivo vprašanje. Moje mnenje je, da ne samo tekmovalci pravzaprav na vseh ravneh, ne, morajo biti samozavestni, vendar pa samozavest ni neka prirojena lastnost, ki bi jo človek dobil že ob rojstvu, ne, ampak je to lastnost, ki jo pridobi z nekim procesom. Ne. Na eni strani je tukaj seveda naša vloga je, da skozi trenažni proces pripeljemo do te samozavesti, na drugi strani je seveda to tudi vloga znotraj neke osnovne celice, torej družine. Verjamem pa sam kot trener, jaz še vedno se vidim kot trener, glede na to, da sem to funkcijo opravljal 20, mogoče celo 25 let, da morajo biti vsa področja pokrita. Sam sem vedno znova tekmovalcem, tekmovalkam povedal, da takrat, ko imajo ta področja pokrita, ko vejo, da so pravzaprav skozi trenažni proces vse naredili za to, da so na neki optimalni ravni, pa govorimo lahko tukaj o gibalnih sposobnostih, pa tukaj lahko govorimo o morfologiji, pa tukaj lahko govorimo o tehniki, pa tukaj lahko govorimo o psihologiji, da takrat, ko tekmovalec pride na vrh zaleta, zmislijo, da je vse za to naredil, lahko bistveno bolj samozavesten. In to tekmovalec tudi čuti ne samo na tekmah, ampak tudi skozi treninge, skozi to se gradi samozavest, ne, in ko zgradiš samozavest do te mere, lahko greš potem tudi na tekmo bistveno bolj miren in tudi rezultati potem časoma sledijo. V tej epizodi razbijamo tudi mite o samozavesti v športu, pa ti bom nekaj trditev prebrala, me zanima tvoje mnenje. Če tekmovalka ni prava v glavi, se nič ne da narediti. Ja, smilijo se mi trenerji, ki tako razmišljajo. Dejstvo je, da je absolutno vedno znova potrebno ugotoviti, zakaj tekmovalka ni prava v glavi. Ne? In tukaj je lahko en kup faktorjev, ki na to vplivajo. Absolutno sem pa sam prepričan, da takrat, ko neke določene stvari niso na svojem mestu, po domače rečeno, tako kot tudi ta trditev pravi, ne? Nekaj ne štima v glavi, morajo biti v ozadju neki vzroki. Ja? In potrebno je absolutno poiskati te vzroke, zakaj se s posamezno tekmovalko, s posameznim tekmovalcem to dogaja. Velikokrat, seveda, jaz sam nisem psiholog, težko kot trener ali pa nasplošno trenerji, ne, se s temi stvarmi ukvarjamo, ampak dejstvo pa je, da imamo vzporedno strokovnjake, mejne strokovnjake, tako na področju psihologije, kot na področju prehrane, strokovnjake, ki se ukvarjajo z gibalno pripravo, in ti strokovnjaki so tisti, ki ugotovijo, kaj se v ozadju vsega tega dogaja, in jaz sam sem prepričan, da ta mit absolutno ne drži in da je tekmovalca oziroma tekmovalko, ki v takem stanju pač enostavno potrebno pripeljati v situacijo, da vidimo, kaj se v ozadju vsega tega skriva, in takrat, ko se to ugotovi, se tudi to stanje v glavi izboljša do te mere, da ponovno lahko tekmovalec, tekmovalka normalno funkcionira. Pa tukaj ne gre zgolj za vrhunski šport, tukaj gre tudi za življenje kot tako, ne, ker vrhunski šport ne bi smel biti zgolj gonja za vrhunskim športnim rezultatom, ampak vrhunski šport mora biti tudi vzgoja tekmovalca, ki ga pripelje potem kasneje, recimo v življenju, ko zaključi z vrhunskim športom, da je pripravljen seveda tudi na svojo drugo kariero, na tisto kariero, ki jo bo upravljal
Sem pa prepričan znotraj tega, da so vrhunski športniki s svojimi vrednotami, s svojimi delovnimi navadami največkrat pripravljeni tudi na tisto, kar se jim bo dogajalo potem, pa čeprav je pot mogoče v tistem trenutku, ko zaključi kariero, mogoče težka, ampak takrat jim je treba še posebej pomagati, da iz ene v drugo kariero, da imajo ta prehod čim lažji. Tekmovalko je treba kritizirati, da se okrepi samozavest. Jaz bi rekel, da je največkrat potrebno vzpodbujati. Če pa je kritika na mestu, če je kritika argumentirana, potem v nekih določenih trenutkih lahko seveda to kritiko tudi izrazimo in skozi to tekmovalka lahko postane bolj samozavestna, ampak dejstvo pa je, da če gre kritika do te mere, da postane kritika del strahu tega tekmovalca, potem smo zagotovo prešli vse meje in na samozavestu nima zagotovo nobenega učinka. Vsaj ne pozitivnega, ne? Tako je. Potem pa še zadnja, velikokrat to tekmovalci sami pravijo, samo ena dobra tekma je dovolj za dobro samozavest. Tudi sam bi se strinjal, da se lahko pogosto zgodi, da je lahko ena dobra tekma tisti preklop med povprečjem in zelo dobrim. Je pa res, da je vprašanje, kako tekmovalec oziroma tekmovalka na to zadevo gleda, ker recimo mi govorimo danes, jaz izhajam iz smučarskih skokov, in smučarski skoki so šport, ki se dogaja v naravi in ena dobra tekma je lahko tudi plod nekih zunanjih okoliščin. In če bo tekmovalec oziroma tekmovalka te zunanje okoliščine dojel kot tiste, ki so ga privedle do tega rezultata, potem ta ena tekma zagotovo ne bo pomagala pri samozavesti, in bo potreboval seveda več dobrih tekem, da do te samozavesti pride. A veš, da pogosto slišim, da za športnice mislijo ljudje, da so bolj čustvene, da so manj stabilne v samozavesti kot športniki. Kako ti vidiš to razliko? A je tudi to mit ali ima morda kakšno realno osnovo? Tukaj je vprašanje, verjetno gre za vprašanje, kakšna so ta čustva, ali so ta čustva pozitivna ali so mogoče negativna čustva, kot pozitivna čustva kot sreča, zadovoljstvo, veselje znotraj tega, kar počne, znotraj trenažnega procesa, zagotovo pozitivno vpliva na samozavest športnika oziroma športnice. Če pa gre za neka negativna čustva, je pa seveda efekt ravno nasproten. Če pa me sprašuješ zdaj v tem primeru v razliki med moškimi in ženskami, pa bi mogoče res rekel, da so ženske bolj čustvene oziroma da ta čustva znajo bolj pokazati navzven, kar pa ne pomeni, da moški nismo čustveni. Tako da sam bi rekel, da tukaj med ženskami in moškimi ni nekih bistvenih razlik. Kako pa ti kot vodja pristopaš k tekmovalkam, pri katerih opaziš oziroma opazite v ekipi, da prihaja do padca samozavesti? Kaj je takrat pomembno, da strokovni štab naredi, kaj deluje in kaj ne deluje takrat? To sicer ni čisto direktno moja vloga, moja funkcija, to je funkcija tistih ljudi, ki se ukvarjajo z dekleti, ki se ukvarjajo z športniki, tisti vsak dan komunicirajo z njimi, vidijo natančno, kakšen je problem, do kakšnega problema je prišlo, kako reagirati, da se ta samozavest ponovno povrne. Iz mojega vidika, jaz nisem vsak dan z njimi na terenu, jaz nisem vsak dan na treningih, jaz nisem vsak dan na tekmovanjih, sem pa pogosto del ekip, tako moških kot ženskih. In če vidimo, da do kakšne take zadeve pride ali pa med tekmami, da se zgodi, da neko dekle, nek fant, nek športnik, športnica izgubi neko samozavest, takrat pa absolutno pride v upoštev zgolj in samo neka vzpodbuda na kratek rok, dolgoročno pa seveda absolutno poiskati tiste
pozitivne vidike, ne samo procesa treninga, ampak pozitivne vidike, ki jih določena športnica, športnik ima, in graditi mogoče na tistih stvareh, da lahko prideš nazaj na nek nivo, kjer bo športnik postal ponovno bolj samozavesten. Mimo Planice pa ne moreva. Skakalke bodo letos prvič nastopile na letalnici, to je res velika prelomnica, posebno prizorišče, ogromno gledalcev, kar nekaj pričakovanj, verjetno lastnih, pa tudi pričakovanj javnosti. Kako takšno okolje vpliva na samozavest tekmovalk? Misliš, da je to za njih dodatna spodbuda ali samo pritisk? In eno in drugo, ja. Tako spodbuda na eni strani, seveda, ker pač prvič letijo na letalnici, ki je največja na svetu, na eni strani, na drugi strani tudi najbolj zahtevna letalnica. Na tej letalnici je Domen v preteklem letu postavil tudi svetovni rekord. Vemo, da v tem trenutku ima naša najboljša tekmovalka svetovni rekord na neki drugi letalnici, torej letalnici v Vikersundu, pa vendarle si bodo dekleta želela seveda tudi tukaj najdaljšega skoka. Jaz sem prepričan, da v Planici ta skok najdaljši lahko dosežejo. V tem trenutku je ženski svetovni rekord 236 metrov. Je pa res, da bodo vsa ta dekleta, da so ta dekleta, teh 15 deklet, ki bo nastopalo na sobotni tekmi, torej 28.3. v Planici. Tistih 15 deklet, ki so v tem trenutku v svetovnem pokalu najboljša, in da bodo ta dekleta, predvsem to si želimo, da bojo varno skakala. Je pa res, da je ta skakalnica malce specifična, malce drugačna, da je to smukaški kitzbühel in da je zgornji radij, to pomeni radij na zaletišču, precej bolj oster kot na drugih letalnicah, in to pri hitrostih 100 in več kilometrov na uro, 105, 106, 107 kilometrov na uro, bodo verjetno hitrosti pri ženskih poletih. Seveda od njih zahteva precej več zbranosti, precej več koncentracije, in seveda pri teh hitrostih, pri taki specifiki letalnici seveda lahko pride tudi bistveno prej do kakršnekoli napake, kar je lahko tudi nevarno. Druga specifika te letalnice v Planici pa je, da je parabola leta tako v vzletni fazi kot potem v drugi fazi leta bistveno višja, kakor v Vikersundu. Najvišjo vertikalno višino so zmerili tudi 8 metrov in več, kar pomeni, če primerjamo recimo neko stolpnico, je to verjetno že tam tretje nadstropje ali pa mogoče četrto nadstropje, kar pomeni, da so te višine pri tistih dolgih poletih izredno visoke. Verjamem pa, da ne glede na vse to, da so ta dekleta sposobna, bo pa to verjetno tudi neka prelomnica potem za naprej, da bodo dekleta lahko nastopila še na drugih letalnicah, torej na letalnici v Oberstdorfu in v letalnici v Vikersundu, in verjamem, da se ta test pokaže kot zelo dober in da bodo dekleta lahko potem nastopala na istih objektih kot fantje. Naj povem, da so se moški skoki razvijali že od leta 1920, da so bile prve olimpijske igre 1924. leta, kjer so bili smučarski skoki že na sporedu, da je bil prvi skok dosežen čez 100 metrov leta 1936 in da je ta zgodovina moških smučarskih skokov ima že precej dolgo brado, da je že krepko več kot 100 let in da so se ženski skoki, mednarodna tekmovanja, začela leta 2004, svetovni pokal leta 2011, in če primerjamo zgodovino moških in ženskih skokov, vidimo, da ženski skoki resnično izredno hitro napredujejo, da so tudi vedno bolj popularni, kar je videti tudi po nenazadnje pogledanosti smučarskih skokov na televiziji, ki so na eni strani izredno zanimiva, privlačna športna panoga,
na drugi strani pa seveda vlečejo tudi rezultati. In kaj bi sporočil našim skakalkam za planico? Kako naj se pripravijo, kaj jim želiš? Pravzaprav ne samo našim, ne vsem skakalkam, da naj gredo na to letalnico samozavestno, pa vendarle z neko mero spoštovanja, ker tudi fantje na vsako letalnico, to bo verjetno povedal in priznal vsak, ki sedi na vrhu zaletišča na rampi, da je to nekaj posebnega, da se to ne dogaja vsak vikend, da se to dogaja dvakrat ali trikrat na sezono in da vsak tekmovalec, ko gre na letalnico, ima tudi neko mero spoštovanja. Mogoče bi tukaj dodal samo še to, da je ravno v lanskem letu, v letu 2025, Mednarodna smučarska zveza tudi nekoliko spremenila pravila, tako da se višinska razlika povečuje za 5 metrov, kar pomeni, da bo prišlo še do povečanja teh letalnic in da lahko v prihodnje pričakujemo skoke ne samo malce čez 250 metrov, ampak bojo ti skoki dolgi 270 metrov in več. Se pridružujemo dobrim željam za skakalke. Gorazd, hvala, da si bil moj gost. Hvala lepa tudi vam. Uživajte v planici, izkušnja bo neverjetna, zdaj bomo videli, kaj fantje doživljajo vsa ta leta, tako da uživajte. Ko zaupaš skakalnici, ko zaupaš ljudem okoli sebe, trenerju, predvsem pa sebi in zakaj sediš na vrhu skakalnice, takrat menim, da se zgodi tista čarovnija smučarskih skokov in želim jim čim več te čarovnije, da se prepustijo in da čim dlje poletijo. Mi pa bomo navijali. Jaz mislim, da tukaj velja podobno kot takrat, ko si malenkost mlajši, pa napreduješ iz skakalnice na skakalnico. In vsakič, ko greš na eno malenkost večjo, je prisotno malenkost strahu, hkrati pa tudi vznemirjenja, ker pač to nekaj posebnega. No. In puncam želim, da pač letijo daleč in pa da se pogumno spustijo po planiški velikanki. Jim želim, da bodo sproščene, samozavestne in da bojo uživale v dolgih poletih, predvsem varnih poletih. In komaj čakam, da jih bom lahko spremljala in spremljala nov zgodovinski mejnik za ženske skoke. Predvsem je treba biti sproščen. Letalnica malo manj odpušča, malo več adrenalina, takrat se napake lahko lažje pojavljajo. To sem se iz svojih izkušenj naučil, na svoji koži naučil in pa jaz mislim, da so punce zelo dobro pripravljene in jih nima kaj skrbeti. Srečno! Ciljna ravnina. Pa smo na koncu tokratne prav posebne planiške epizode. Naše vrhunske športnice so nam zaupale, kako zahtevno je tekmovati na najvišjem nivoju in osvajati odličja, hkrati pa razkrile tudi svoje načrte za planiško velikanko. Nismo pozabili na strokovnjake v ozadju. Brez njihove predanosti vsi ti uspehi slovenskih skakalk ne bi bili mogoči. Zdaj pa držimo pesti za naša dekleta in jim želimo veliko poguma, samozavesti in dolge ter varne polete.